Lepo pozdravljeni v novi epizodi s podcasta Zevo. Kako v svetu, ki od nas vedno več in vedno bolj hitro zahteva, ostati zvest samemu sebi? Kako se morda v tem hitrem tempu nekoliko upočasniti? Tudi o marsičem drugem, pa predvsem o tem bom govorila z današnjo gostjo. Zelo sem vesela, da je prišla k nam v studio pisateljica, mentorica in raziskovalka človeka Saša Božič. Dobrodošla pri nas. Super, hvala Eva, se veselim. Tako kot sem rekla, dve tisti poglavitni temi sem sicer izpostavila, ker vem, da imaš za te dve temi res veliko stvari, ki jih lahko deliš z gledalci. Je pa še veliko drugih stvari, za katere sem prepričana, da se bova danes dotaknili na enem takem sproščenem pogovoru. Pa bi jaz mogoče, Saša, začela. Vem, da verjetno to zgodbo večkrat ponavljaš, pa vendarle se mi zdi fino, da začneva na samem začetku. Da Saša danes in Saša pred 15 leti skoraj da lahko rečeva ni ista oseba. Verjetno je ves čas bila ista oseba, ampak je tista prej imela več občutka, da more vse plasti okrog sebe realizirati, zato da bo sprejeta. Ta Saša danes je pa morda več teh plasti odložila in je dovolj, kot izvorno je. Tako da ne moram reči, da je bila druga oseba, ampak bolj sem v stiku s seboj. Pa če rečeva pred, koliko je ta prava časovnica, če rečem 15 leti, koliko časa nazaj recimo bi rekla, da si še bila v tem divjem kariernem svetu, bila si konec koncev na visokih položajih in danes živiš popolnoma drugače. Res je. Se pravi, jaz sem zamenjala kompletno svojo poslovno pot pri 40. In zdaj, ker ne skrivam svojih let, bom povedala, da je od tega 14 let. Tako da, ja, do 40. sem bila zelo vpeta v korporativno življenje, v vse, kar to za seboj potegne. In potem sem pa res naredila velik preskok za vse tiste, ki so šli iz korporativnega kolesja v podjetniške vode, vedo, da že to samo za seboj potegne. Res veliko moraš zamenjati. Ker kakor je težko vseeno biti v korporativnem svetu, ker je en kup pravil, je pa vseeno neka varnost. V podjetniških vodah si lahko pa cel mesec prost. Ampak v Indiji rečejo, v angleščini povedala, bom prevedla, somebody needs to keep the kitchen running. Torej ni pa vsaka 15. plača, ali 10. kakorkoli. Ja. Saša, kaj bi rekla, da je botrovalo k temu, da si pri 40 začutila to potrebo, da je dovolj? Zdaj, mnogi pravijo, da so te okrogle številke včasih tako malo prelomne, kakšne ženske so tukaj že v tem studiu povedale, da se jim je življenje popolnoma spremenilo ali pa obrnilo, ko so bile, ne vem, ali novi partnerji, ali ločitve, ali kakorkoli neke prelomnice v življenju. Kaj je bilo pri tebi? Ne, pri meni je bil v bistvu en zunanji dejavnik, ki kot da bi me želel pripraviti do tega, da grem. In sicer podjetje, za katerega sem delala, se je prestrukturiralo. Podjetja, ki so bili prej 5 satelitov, se je združevalo v eno firmo in prišla je nova uprava, stvari so se res začele drastično spreminjati in ko sem imela na mizi svojo novo pogodbo o zaposlitvi, mi je samo nek tisti res notranji glas, ki mi je ves čas že govoril, da Saša, obstaja druga pot, pri kateri bi bila ti bolj ti, pa ne vem, kolikokrat se tebi morda to zgodi, ta notranji glas, ki ti govori, kaj veš, pa si rečeš, saj brez veze. Ja, ta intuicija, ki jo utišamo. Ja. Jaz sem pa takrat si prisluhnila in nisem podpisala te pogodbe in tako je bilo. Ljudje okoli tebe so verjetno takrat, če že ne na glas rekli, pa vsaj v mislih, nora je. Zakaj gre to delati? Super plačo ima, super položaj, super delovno mesto. Kaj je tega treba? Ja, že najbližji. Moj mož je drugače res velik moj podpornik, tako res z velikim spoštovanjem govorimo o vsem, kakor me je on podprl. Ampak recimo v tistem danem trenutku, ker res nisem imela plana B. Dejansko.
Jaz sem samo vedela, da če se bomo tega trenutka naprej zopet ujela v to kolesje, bom šla iz njega težje. Ne? Že on je rekel, ne, pa zakaj taka revolucija? Pa se lahko začneš usporedno delati, ne? Kar tudi vsem jaz zdaj svetujem. Ni treba delati revolucije, se lahko začnemo tako. Ampak ne, pri meni je veliko krat bilo tako. No? Jaz malo skočim na glavo in pa upam, da bom plavala. In ja, zaenkrat sem tukaj, ne, plavam. In do zdaj nisi potrebovala rokavčkov, je šlo brez, ne? No, ampak seveda zgodila se je sprememba, nisi imela plana B, se pravi, nisi nekaj že počela ob delu in si rekla, okej, zdaj bom karikirala, ne vem, ob delu, ki ga upravljam, sem pa že imela tečaje za ne vem kaj in zdaj bom to pustila in grem samo v tečaje. Kako ženska pri 40-ih, kot se odloči to in sicer zaupa sebi, da se je prav odločila, kako potem izgleda naslednji dan, ko se človek zbudi in reče, kaj pa zdaj? Zdaj ti bom prvič po moje to javno povedala, ampak bom povedala, ker dejansko tako je bilo. Prijaviš se na zavod za nezaposlene. Tako začneš. Zavod za zaposlovanje. Jaz sem se prijavila na zavod za zaposlovanje, ker sem vedela, da moram globoko vdihati pa poiskati to pot do tega, kar je res moja stvar. In to se sigurno ne zgodi čez noč. Tako da jaz sem se prijavila na zavod in super je, to ne vem, če še obstaja, ampak v tistem času je imel zavod za zaposlovanje nek program, ki je spodbujal samo zaposlitev. In sem se takoj vključila v nek tečaj za podjetnike in celo subvencionirali so, če si naredil svoje podjetje, neko plač so krili. Tako da jaz sem se takoj v to kolesje vrgla, hkrati sem pa, in to je bilo res naključno, se pravi, če se prav spomnim, ne bom se točno spomnila datumov, ampak vem, da je bilo od mojega klica do začetka coaching tečaja tako približno 14 dni. Jaz sem potem kar nekako začela malo raziskovati, kaj bi pa lahko v tem času bila ta modaliteta, ki jo potrebujem. Najdla sem coaching šolo, ki je akreditirana po International Coach Federaciji in sem klicala, sem rekla, če lahko se malo pozanimam in so rekli, se morate pohiteti, ker mi začnemo čez 14 dni. Super, sem rekla, pa brez veze, da se srečava, jaz sem z vami. In takoj sem pa začela s tem, ta šola je kar trajala v nekih modulih leto in par mesecev, leto in pol. In vmes sem odprla SP in sem začela z nekim svojim mikro-coaching centrom. Ampak ta poslanstvo oziroma ta klic v tebi, ki se ti je oglašal, je že bil v smeri, Saša, ti bodi coach, ti moraš pomagati drugim, ali je bilo samo ta klic v smislu ne več to, vem pa, da bi rada bolj našla, ne vem, sebe, morda pri tem pomagala tudi ljudem. Zakaj te to sprašujem, govorim iz lastne izkušnje, ne? Ljudje imamo nek ta notranji klic, se pravi, pojdi morda na svoje, delaj to, kar te izpopolnjuje, pomagaj drugim na takšen ali drugačen način. Veš pa ne čisto dobro, kako zdaj, a to si pol kar grem še malo v šolo, pa bom zdaj coach, ali bom kar, ali naj knjige začnem pisati. Tako se mi zdi, da to ni nekaj, kar bi človek, ker če naj vzaj kakšen tak posluša, da naj se ne sekira in obremenjuje, če nima jasne vizije. Ne? Dovolj je za začetek klic. Ja, jaz nisem imela nobene vizije, po resnici ti povem, tudi nisem sploh imela občutka, kaj bi lahko naprej v nekem trenutku, oziroma ko sem rekla ne stari zgodbi. Sem pa ves čas čutila res veliko anksioznosti in neskladja, res zanimivo. Jaz recimo tekom pubertete, ko se začnejo težave s kožo, vse to, jaz nikoli nisem imela težav s kožo. Jaz sem v roku enega leta, ko sem začela tam delati, jaz sem imela tako kožo, kot da bila stara, ne vem, najhujšo varianto pri 16. Se pravi, različne stvari so bile, tako za nek banalen primer sem dala, ampak različne načine ti življenje in telo predvsem začne kazati, to pa morda to je obvoz. Ni to tvoja zgodba, to je obvoz. Tako da jaz sem ves čas to čutila in tudi recimo zdaj sem si vzela to poletje, da bom šla še enkrat nazaj vse svoje knjige prebrati. Wow. Ker je res zanimivo, recimo moja prva knjiga Pripovedovalka zgodb začela je nastajati leta 2017. To je že res dolg časa nazaj.
In jaz sem takrat šla pol tudi na Camino in tako. In ko to nazaj berem, prav tako zdaj, ker sem bila z možem pač na počitnicah in sem to brala, sem rekla, pa to knjigo moraš prebrati. Kako sem to dobro napisala? Kako sem Ker jo že že malo takrat pozabiš, vedela? ne? Ja. In ta knjiga se začne natanko tem. Spet sem se zbudila, spet moram iti v tovarno, jo naslavljam to službo. In spet je v meni tist, pa ne morem več, res ne morem. Se pravi, ta stiska tega, da ko zjutraj vstaneš, sploh, ne? To je res ti znak. In zdaj, a ukrepamo, a rečemo, je tako življenje. Malo je treba potrpeti. Kaj bi rekla, Saša, koliko je med Slovenci ta zavest? Treba je malo potrpeti, takšno je pač življenje, tako pač je, nimam izbire in tako naprej, razširjeno med nami. Ne bi se želela soditi, ampak ja, je preveč razširjeno, glede na to, koliko bi bilo potrebno, bi jaz rekla. Ne? Glede na to, kako močen narod smo, koliko smo sposobni. Mi smo res toliko sposobni v svetu, vse narode naše regije toliko radi zaposlujejo, zaradi tega, ker mi smo v eni osebi, mi vse znamo. Jaz, ko sem predavala recimo v Indiji, v Indiji je res specifično, da imajo za vsako malo opravilo enega človeka. V tem tvojem studiu, recimo, bi verjetno v Indiji zdaj bilo 10 ljudi. Ne? In sem jaz prišla na predavanje z mojim laptopom in sem pogledala, kje je priključek za projektor in sem začela to preklapljati, se pripravljati in je prišel. So bili šokirani. No, ma'am, ne, gospa, nehte, prosim, jaz bom zgubil svojo službo, ne smem, to bom jaz, bo prišel kolega narediti. Sem rekel, ne, vse v redu, vse jaz to znam. Je rekel, ne, prosim, ne. Ne? Mi smo toliko sposobni, toliko stvari znamo, ampak je pa v nas neka tista, ne vem, ne zaupamo si. In potem že, ko mogoče raj pokažemo s prstom in tega človeka, ki mogoče je to naredil, pomanjšamo, zato da ne bi bilo treba nam zrastati. A bi lahko temu rekli na nek način, da nam malo primanjkuje te notranje samozavesti, da smo dovolj? Ja. Konstantno primerjanje, socialna omrežja, komu gre bolje. To je načeloma globalen pojav zdaj, ampak jaz lahko mogoče samo za ta narod, katerega državljanka sem, pripadnica sem, res rečem, ko bi vi vedeli, pa res sem bila po svetu, ko bi vi vedeli, koliko smo sposobni in da bi se res mogli zaupati. In ja, včasih pač je treba narediti en korak, ki je morda korak v neznano in ne pride s toliko varnosti, ampak je sam zasuk te poti lahko toliko močen. In potem življenje podpre. To pa jaz lahko, ne vem, kakšne so tvoje izkušnje. Definitivno takšne, da podpre. Podpre, ja. Res podpre. Pa tudi morda se mi zdi, da ko si na tej poti, da se vseeno morda seveda zgodijo neki koraki, kjer vidiš, da pa ne gre vse tako zelo z lahkoto, ne, da ni to zdaj pa vse samo podprto in tako. Ampak se mi zdi, da so te koraki, ko greš kakšno stopnico malo nižje dol, bistveno manj boleči, oziroma sploh niso boleči, ampak jih vzameš kot, vem, eno dol, zato da 3 gora. Kot da bi ti v bistvu vesolje, karkoli že, sporočalo, tlele pa še malo premislila. In se mi zdi, da je ta notranji glas o tem, o čemer si na začetku govorila, res zelo pomemben. Zdaj pa verjamem, da je pa na drugi strani kakšna oseba, ki naj jo posluša in si misli, jaz tega nimam. Jaz sebe ne znam slišati, meni nikoli nič ne govori, jaz pač samo sem. Kaj bi svetovala takšnim ljudem? Naslov nad nama. Kako najti notranji mir v hitrem svetu? Ne? Ja. Brez tega miru, brez tega, da se res odklopimo in naredimo en velik detoks, ne vem, kakšna lepa slovenska beseda bi bila za to. Se seveda ne slišimo. Oziroma ne zaupamo temu notranjemu občutku. Vse ni nujno, da govori. Lahko je že tesnoba, lahko je že nekaj, kar rečemo tisti, ali se mi pa ni, ne? Ali pa, tok se mi ne gre. Pa ne iti, ne. Ja, pa moram, ampak če ti vse govori, da ne. In tudi na splošno potem lahko hitro pridemo do tega, da
večkrat opažam lahko v današnjem svetu, da predvsem ženske se mi zdi, da smo tukaj mečkano bolj nagnjene k temu, da težko rečemo ne in da težko postavljamo tiste neke zdrave, jaz rečem, osnovne meje pravzaprav. Ne? In en lep primer, sem ga slišala nedolgo časa nazaj, ravno za ta ne, da pomislimo pri sebi, kdaj smo šli v zadnjem času s prijateljico nekam, čeprav nam ni najbolj pasalo. Ali pa je prišla k nam, pa smo rekli, pridi, čeprav smo vedeli, kako bi raje zdaj knjigo brala. In se mi zdi, da to so takšni majhni trenutki, za katere jih mogoče veliko krat damo kar mal na stran, pa dobro, sej mi ni, ampak ok, bom že to kavo spila. Ampak tako se začne verjetno, ne? In tako se potem nalaga. Ne? Ja, ful lepo si to zdaj povedala. Samo sabotaža je to. Ki se pa kaže na res veliko različnih načinov. Ta, ki se ga opisala, je krasen primer, ampak je še zelo ekološki do telesa. Lahko je vse sort drugih stvari. In rak rana sodobne družbe so tudi vsi razni pripomočki, s katerimi utišamo vse te glasove, ki so lahko vedno glasnejši, in se začnemo samo sabotirati z alkoholom in vsemi možnimi ostalimi substancami, ravno zato, ker postaja ta tesnoba in ta neusklajenost z svojo najvišjo potjo, oziroma tisto potjo, ki je res, prej smo govorili o tem, da naredim en uvink. Če bi pa šla res po svoji pravi poti, takrat teh notranjih tesnob in vsega tega ni. In ko si prej res lepo opisala, da ja, tudi ko enkrat stopaš in rečeš življenju da, ni vse lahko, ker še vedno hočemo z umom, velikrat hočemo z umom, ali pa s tem, kar nam družba govori, da je formula uspeha, ali pa kar nam pričakovanja ali pa kar nam okolica ali pa prvi krog govori, da če bi bila pa taka, boš pa morda bolj ljubljena. Oziroma nam niti ne govori. Težava je, ker si mi to tako prevedemo. Naša prepričanja pravzaprav, o tem, da je to tako. Ja, a veš, in verjetno, mogoče oni to sploh niso tako mislili, ampak sem jaz razumela, da če bi se malo zdaj prilagodila, ali pa bi malo znižala svojo nek domet, svoje krila. Neka prezenca bi bilo pa drugače. Bom pa bolj bila ljubljena, pa bolj sprejeta. Ampak doskrat sem se pa tudi tako nazaj z možem pogovarjala. Jaz se spomnim enega trenutka, ko sem jaz, potem že, ko sem stopila ven iz Slovenije, pa začela delovati v mednarodnem krogu. In moja pot je bila taka, da jaz sem delovala med Evropo, v tistem obdobju med Evropo, Združenimi arabskimi emirati in pa Indijo. In to je bilo tako, da sem jaz 10 dni odšla, vse ostalo sem pa bila lahko v Evropi. In dejansko bi lahko imela mesečno vozovnico na tem letu. Čisto vsak mesec sem mogla na te destinacije potovati. In v enem obdobju se res toliko spomnim, ko mi je mož, ko sem rekla možu, sem rekla, kaj bi jaz dala, da bi lahko res doma ostala? Kaj pa, če bi jaz bila gospodinja? A mi se že ne bi bila jaz krasna gospodinja? Meni se pa res zdi, da bi bilo to krasno, če bi jaz lahko malo pospravljala. A veš, tako. In me je gledal in rekel, lej, srce. Ne bo šlo. To ni ženska, ki sem jo jaz poročil. Okay? Jaz sem poročil žensko, ki je imela to veliko željo iti ven, spreminjati svet, oziroma ne spreminjati svet, ampak ljudem pokazati njihov polni potencial. Tako da prosim, če si utrujena, spoči se, pa pejt, pa to deli. In mi bomo vedno tukaj in te bomo vedno pričakali. In ja, lahko se spočiješ. Ampak nisi pa ti gospodinja. Z vsem spoštovanjem do gospodin, da ne bo kaj narobe. Ne razumem, jaz ampak globoko spoštujem gospodinje. Ja. Je res veliko dela to, ki ga imamo doma. Imaš ti kakšno pomočnico zdaj, da to vse lahko urediš in zrihtaš? Vsi pomagam. Občasno, ne? Saša, zdaj mečkano sva sicer jadrali in morda bi rada samo šla malo tako po časovnici, se pravi od nekoga, ki ni sprejel nove pogodbe, šel najprej na zavod, potem na svojo poslovno pot, se izobraževal in začel s coachingi, pisal knjige in tako naprej. Kako potem pride tujina, kako pride Indija, kako pride Dubaj, se pravi, kako? Ja.
Se pravi, v mojih časih, ko sem delala, sem v nekem obdobju delala v turizmu, sem imela ena tako mednarodno skupino prijateljev, ki smo vsi delali v turizmu. In ko sem šla na svoje, je ta skupina celotno ugotovila, da Dubaj je bil v tistem obdobju, to je bilo zlato obdobje Dubaja, ko so se res vse se razvijalo, veliko hotelov je bilo in vsega. In oni so sicer vsi želeli delati v turistični industriji, jaz pa sem bila dejansko v tem, da šolamo kadre, da podpiramo kadre in vse. Ko sem se v nekem trenutku odločila, da grem skupaj z njimi in da odprem svoj coaching center. Ampak še prej sem to res dobro lahko začela delati in je tam bila kar velika skupina Slovencev, ki so v Dubaju živeli, smo se med sabo pač poznali, je me nagovorila neko slovensko podjetje, ki je v Dubaju odpiralo podružnico in posledično kasneje še v Indiji, ki je razvila aplikacijo za zdrav način življenja. In so me povabili kot coachinja, so me povabili in kot nekoga, ki pa prihaja iz moje ozadje, iz marketinga, strateškega trženja, iz razvoja trgov. Jaz sem imela nekako obe lastnosti, ki so jo oni potrebovali za to, da so lahko lansirali ta produkt. Tako da v bistvu še dobro preden je začel delovati moj coaching center, sem jaz začela s tem podjetjem sodelovati. In res smo veliko delali po Dubaju in potem še več v Indiji. V Indiji nam je pa res veliko pomagala slovenska ambasada. In sicer v nekem trenutku nas je ambasadorka, naše podjetje pa še eno podjetje povabila na predstavitev pri eni od največjih, ne vem, če lahko po imenu povem, ampak se je samo ena, ki je tako velika. To je Tata Group, to je največja indijska korporacija, ki ima, mislim, da več kot 97 podjetij, milijon zaposlenih in to in neskončno dobrodelna, zelo veliko njihovega prometa, pač dobička gre v razvoj Indije. In se spomnim ene anekdote, kako je dejansko spet pogum, kako te življenje podpre, če ti lahko na hitro povem. Se pravi, šli smo iz Mumbaja, prišli smo v Delhi, imeli smo sestanek, ampak če bi hoteli tu hotel pa pustiti kovčke z ekipo, bi bili prepozni na to predstavitev. Aha. Če bi šli pa direkt iz letališča z vso to robo, ki smo jo imeli, pa 4-članska ekipa je bila, bi prišli pa res ful prezgodaj na to. Ne? In sem rekla, meni se zdi, da bože smo prezgodni, kar da zamujamo, tako da kar pejmo. In mi pridemo v to predstavništvo in nas prijazni kot so, nas dajo na sobico, pač prinesejo čaj in v tistem se odprejo vrata in vanjo stop en tak res prijazen gospod, starejši. Kaj je bila ona reklama? Eni reklama, ne vem, če je bil Frute. Kaj veš, kaj je en tak? Dedi, ja. Prikupen in srčen. In nam pride in se usede in vas vsi uživijo in vsi živijo in nobenih vizitk. Nobenih vizitk nismo izmenjali. Rekel, jaz sem si pa že vse to pogledal, ko so povedali, da vi pridete in mi pijemo čaj, mi dva debatiramo o skrbi za zaposlene in on prav... Saša, zdaj pa mislim, da moram iti, ker je vaša predstavitev in on gre in mi gremo na to predstavitev in 45 minut je bilo časa za predstavitev, od tega to drugo podjetje vzame 40, meni ostane 5 minut. Seka, v tistem se odprejo vrata in ta gospod not pride in mi maha in jaz tako, ne moram zdaj. Imam 5 minut. In ja, tako, a si že na vrsti? Sem rekla, ja, je rekel, ne rabaš. Vsi ga tako spoštljivo gledajo, sem rekla, kako ne rabam. Je rekel, ne rabaš preprečevati prepričanega. Ne. Je pa bil eden od glavnih tega podjetja, tudi v upravi, potem kasneje te cele družbe sedel in je postal tudi moj osebni mentor, mi je res pomagal pri ostalih. In on je vzel nas pod okrilje in znotraj tega se je potem začela ta cela indijska zgodba razvijati. Wow. Ne. Tako da zdaj, mogoče še toliko bolj lahko potrdiš, da je potem življenje podporno, ne? Če smo na neki tej pravi poti. Verjetno pa ti je pri samem začetku, pri poslu kot takšnem, pri svojem podjetju pomagalo, bom rekla, verjetno veliko tudi dejstvo, da si iz marketinških krogov, da so ti bile te neke osnove morda nekoliko bolj blizu, bolj jasne morda kot pa nekomu, ki tega znanja nima. Ne? Ja. Sicer gre za čist drugo vrst, verjetno marketinga, pa vendarle. Ja. Veš, tukaj bi bilo to, kaj je bilo prej, ne? Kokoš ali jajce. A sem jaz uspela v marketingu zato, ker razumem človeka in ga čutim
In to velikokrat povem, zato tudi moja prva knjiga Pripovedovalka zgodb. Jaz sem vedno bila pripovedovalka zgodb. In vedno so me zanimale zgodbe ljudi. In ko ti enkrat se poglobiš in res prisluhneš človeku, ker začutiš, kaj je njegova stvar, kaj ga veseli, kaj ga zanima, potem res lažje, če imaš produkt, ki nagovori neko ciljno skupino, ker vrednote so si podobne, ker je to nekaj, kar potrebuje, potem moraš samo v jeziku, ki ga on govori, ta produkt predstaviti. In to sem jaz v marketingu ves čas delala. In to naprej prenesla vse svoje stvari. Tako da, če se lahko morda vrnem, pa nekako zaokrožim vse te misli, ki so jih zdaj nanizali. Se pravi, ko nisem podpisala pogodbe, kako sem vedela, kaj je moja stvar, ker sem ti pač povedala, da res nisem vedela. Takrat sem si vzela neko samoreflektivno obdobje za neko samoreflektivno aktivnost in je bila res čisto preprosta. Meni že v srednji šoli so mi blazno pomagali, če sem si risala miselne vzorce, zelo sem vizualna. In sem si samo na sredo napisala Saša in potem sem napisala vse razne aktivnosti, ki jaz počnem. In potem sem probala okrog njih potegniti rdečo nit, kaj je res tista stvar. In če daš na papir vse te moje stvari različne, bi si rekla, kaj vse je počela. Ampak kaj je bila ta stvar? Rdeča nit. Japonci imajo to legendo, ne vem, če veš, ne? Kaj jih vse te aktivnosti povezuje. In je vedno bilo to, da me strašno navdihujejo ljudje, njihove zgodbe, kako so stopili na svojo pravo pot in morda, če še niso, a sem jaz morda tista, ki lahko z nekim spodbudo, z nekim primerom in zato potem coaching kot modaliteta, z neko modaliteto jih podprem k temu, da stopijo v svoj polni potencial. Se pravi, ja, in ko sem končala svojo pripovedovalko, in to sem zdaj prebrala, tam se sveža misel, če to povem. Ko sem končala Camino, sem tudi končala zapisovanje te knjige. In moj mlajši sin, moj mož sta me prišla počakati na cilj. In ko smo bili na avionu, je moj mlajši sin Tin sedel zraven mene in jaz sem pisala zadnjo poglavje in sem mu dala naslov Jaz sem. In Tin tako kuka. In on tako, jaz sem globalna navdihovalka. Vsi boš to dodala, mami, a ne? So rekli, ja, nisem miselna. Je rekel, kako? Ampak to ti si. Leto dni si zbirala misli, ker ta knjiga je kot zbirka navdihov državljanov sveta. Jaz sem eno leto zbirala te in jih objavljala na družbenih omrežjih in potem, ko sem prehodila Camino, so vsi podstopama vsak dan po 12 je noter prišlo, tako da nekako pol znesel. In rekel, kaj si vse naredila? Zbrala si te misli, ponesla si jih med državljane sveta, 2/3 sveta si pokrila, potem si še to prehodila. Kaj bi še, ne, rada? Ne, kako nisi globalna navdihovalka? In mi je bilo tako ja, ampak ne, ravno zato, da pokažem, če sem jaz lahko, ker sem vedno bila nekje noter ne dovolj dobra, ker sem pač bila družboslovka, vedno sem bila tako taka ženstvena, nisem v svetu, v katerega sem se rodila, je bil zelo racionalen, nikoli nisem pasala nekako. Pa tudi delovala v svetu, ki je precej v moški energiji, ne? Točno to. Ne? Se pravi, če jaz v svoji nizki samozavesti, pa sva, ne, povezujeva zdaj te točke, o katerih smo govorili, če sem lahko se pustila in šla na vse to, sej ni ene poti za vse. Ja, vsak bo najde svojo, ampak samo to, da rečemo življenju ja, da ne kažemo s prstom, reče, lahko je teb, ali pa Ne, karkoli že bo, da rečeš življenju ja, in če čutiš tesnobo, korak po korak, brez revolucije, začneš nekaj zraven delati, da se te plasti, ki očitno niso tvoje, razmaknejo. Oziroma, da se olupimo kot čebula na nek način. Ta čebula je tudi meni všeč. Je fajna, ne? Saša, omenila si majčkeno že, se pravi globalna, kako je rekel, navdihovalka. Majčkeno si zdaj že sama omenila, da si veliko sveta prepotovala. Devaš iče v to smer, se pravi, kdaj pa potem ta želja potem pride in kako si sprejela to sploh odločitev, ker mislim, iti in raziskovati in imeti družino ni najbolj enostavno, si mislim. Res je. Jaz sem
taka potepuhinja bila že od vedno. Ja. In tekom študija sem tu delala na Adri in takrat me je pač pot ponesla in ko sem enkrat bila okužena s temi potovanji in premikanjem, nisem več nikoli nekako nazaj prišla. In te misli, 365 misli državljanov, vdihujočih misli državljanov sveta je ratalo neplanirano in zelo spontano. Se pravi, tako kot sem povedala, neko obdobje, to je bilo obdobje 5 let, ko sem delovala med temi 3 centri, v Dubaju že kar pokriješ skoraj cel svet. Tam 195 različnih narodnosti živi, tako da lahko bi celo knjigo samo v Dubaju napisala. Ampak sem vsem potovala tudi čez otroci in vse. Ta drugi večji projekt, in to sem šele, ne moreš verjeti, Eva, šele zdaj ozavestila, da sem jaz to že enkrat naredila. Potem, ko sem šla še enkrat okrog sveta, pa k staroselcem, sem zdaj, ko sem prebrala to knjigo, sploh mi to ni bilo 1+1. To se mi zdaj poklopilo, da sem dejansko jaz 9 let nazaj že začela s to misijo in da ko berem svoje zapiske, potem, ko sem šla ven iz korporativnega življenja, je skozi isto. Skozi imam to željo ljudi popeljati nazaj k sebi in k tej veri v svoj potencial, v svojo moč. Ja, ljudem se zgodi res vse sorte. Zgodbe tudi, ki sem jih jaz slišala, pa jih poslušam z globokim spoštovanjem do tega, kaj ljudje vse dajo čez. Ne moramo kar pavšalizirati. Ampak vseeno v teh zgodbah, karkoli se nam zgodi, imamo vedno možnost odločitve, kaj bomo s to situacijo naredili. In tukaj je tista prelomna. A grem v žrtev in sem skozi v tej neki naravnanosti, svet se dogaja meni, ali pa grem samo druga stran kovanca, grem v kreatorja in rečem, ok, zdaj to se je zgodilo, kaj bomo zdaj s tem naredili? Ne? In Viktor Frankl in njegova logoterapija in vse te znanosti in konsistence znanja, on krasno pove, in to sem že velikrat povedala, edino, kar imamo, je, kakšen je naš pogled na svet. Edino, kar imamo v rokah. In če mi spremenimo pogled na svet od tega, da jaz sem nemočna, ne morem, to vse je slabo, se meni dogaja, da to, sej to se je vse res zgodilo, grozen, ljudje izgubijo službo in zbolijo, sploh nočem niti iti tja in res globoko spoštovanje do bolečine, ampak vse pride dan, ko je pa treba v življenju narediti en korak naprej in takrat nastopi ta odločitev. A bom kreator svojega življenja. In to je tisto, k čemer želim jaz opolnomočiti, tudi skozi lastne primere. In nevede, zdaj sem to spet, vse se spomnila, sem to začela leta 2017 in potem je prišel pa še ta projekt, ker sem bila pa malo utrujena od tega, ker sem opazvala, koliko enih modalitet je v zunji. Vsak dan te nagovarjajo, zdaj pa sam še to moraš narediti, pa sam še to delavnico, pa sam še to v duhovnosti ratala produkt. In to me je tako žalostil, ker ljudje, ko se zatečejo k tem, da grejo na kakšne delavnice, imajo verjetno veliko težavo. In da je potem to produkt, ki iz njih vzame še toliko denarja, pa še toliko, mi je bilo, sigurno mora obstajati drug način. Zato sem se jaz podala na pot okrog sveta in seveda tudi v Slovenijo, k našim starovercem iz Tolminskega, ker sem hotela samo pripeljati nazaj to, kar je pa človeški rasi izvorno dano, se pravi, se ne rabo nič novega učiti, samo spomniti se moramo izvora in od tam naprej graditi. In to je bila moja namera. In velikrat rečejo, pa kaj to, ko pevaš vse te možne. Ne, se tudi v Slovencih govorim. Ampak želela sem poiskati ljudstva, ki živijo na obrobju moderne družbe, zavestno in živijo zavestno in po svoji odločitvi na način, ki je še najbližje v današnjem hitrem svetu, temu, kako smo mi kot človek, po DNK, kot človeška rasa, izvorno, da rečem, zvezani, naravnani, narejeni. Narejeni, ja. Spet ena od odločitev, za katero moraš imeti pogum, moraš imeti sredstva, moraš imeti ogromno željo in tako naprej. Kam si šla najprej?
Zdaj, to bi že rada povedala, kar se sredstev tiče. Vsa moja potovanja so bila del mojega službenega delovanja. V zadnji za tem velikim projektom je bila ena fundacija, ki sta jo podprli 2 veliki mednarodni organizaciji in njihova želja je bila predvsem pokazati skozi podporo te fundaciji, kakšne so njihove vrednote znotraj svojega delovanja, kaj jim je pomembno, in namesto klasičnega marketinga in nagovarjanja sta želeli skozi to pokazati, kaj sta. Ne? Tako da nisem jaz potovala, ne bi si niti mogla privoščiti, ampak nisem potovala, se pravi, na svoje stroške. Šla sem po nalogu oziroma ob podpori te fundacije. Najprej sem šla v Avstralijo. Sicer takrat, če nisem vedela, da bo to ta projekt. Šla sem čist privat in potem se je to, kot se življenje zgodi, se je življenje zgodilo in takrat se je pol to vse začelo in potem še na Bali in sem kar s tem nadaljevala in potem sem pač predstavila in pičela bi rekli, ne vem, če imaš ti lep izraz, predstavila sem pač ta projekt tej fundaciji in oni so rekli, krasno, tudi nekaj materijala sem imela in so rekli, ok, gremo. Ne? Tako da prve 2 destinacije sta bile v nekem mojem osebnem aranžmaju, pol pa se je to razvilo in se pravi Avstralija, objela sem svet, Avstralija, Bali, Indija, se pravi arabski svet, arabski polotok. Potem sem šla v Afriko, potem na Japonsko, potem na Laponsko k Samijem, potem v Slovenijo in na to Južna Amerika, Peru, Severna Amerika, Navajo Nation, Navajo, se pravi rezervat, in pa potem še k Maorom v Novo Zelandijo. In tako, če bi pogledala ta zemljevidek, je dejansko tako Avstralija, Nova Zelandija, tako da sem objela svet. Ko te poslušam, se sliši skoraj neverjetno in nemogoče. Kaj je tisto, kar bi rekla, da si najprej opazila kot ogromno razliko med njimi in nami? Prepričana sem, da hitri svet in poslušanje samega sebe, pa vendarle, kaj je še tisto, kar te je res, tako, da si lahko v parih dneh že videla, da je res največja razlika? Ja. Zavedanje lastne vrednosti. In doprinos skupnosti skozi to super malo, super moč, ki jo samo jaz imam in je nima nihče drug. In če jaz tega koščka v sestavljanko ne dam zraven, ta slika nikoli ne bo popolna. Lahko si želim, da bi imel drugo super moč, ker se mi zdi le Jože, ki pa zna leve loviti bolj, ne? Fajn. Priljubljen ali pa fajn. Ampak ja, sem pa zavesten svoje in jo udejanjam in jo živim in zaradi tega pripadam skupnosti. Pripadnost skupnosti. To je toliko močna stvar, pripadati. In če pogledaš sodobno družbo, ta globoka osamljenost, s katero se na vseh nivojih ljudje soočajo. Bolj smo povezani, ker smo kadarkoli bili povezani skozi ta družabna omrežja. Ampak to je približno tako, kot da si neskončno žejen in zdaj piješ litre in litre morske vode. Ja, v bistvu smo povezani, hkrati pa totalno odtojeni in osamljeni, tako kot si rekla, se mi zdi super ta beseda, ki zelo dobro opisuje. Ne? Tudi recimo, že če pogledava, sploh ne rabva tako zelo dolgo let nazaj, ne vem, recimo blokovska naselja, ne? Kako je to bilo pred 30-40 leti? Jaz mislim, da zdaj le bo marsikdo lahko pokimal. Ne? To je vsak popoldne en bil pri drugmu, v copatih na kavo, kosila skupaj, otroci cele dneve zunaj na igrišču. Danes se praktično po blokih ljudje skoraj da ne poznajo več. Ne? Ja. In a veš, to grajenje skupnosti pa me velikrat recimo v zahodnem svetu me vprašajo, ampak ok, kje začeti? Tako kot si rekla v bloku. A poznaš svoje sosede? Kaj vas povezuje? Mogoče nekaj, kar je pa skupno vam vsem, pa mogoče se pri enemu dobite ali pa pri drugmu. Spet, ni revolucije, ni treba zdaj ne vem kaj narediti. Zato, da je neka pripadnost. Ne? S tem, da tukaj bi rada poudarila, glede na to, da veliko poslušalcev in gledalcev verjetno imava iz podeželskih dela, to je na podeželju res
na vso srečo res drugače. Govoriva zdaj o tej problematiki večinoma v urbanih mestih in predvsem v teh res velikih središčih, velikih mestih. To se tam to pozna. In čim greš, vedno bolj, ko greš proti podeželju, vedno bolj je ta skupnost še povezana. A veš, pa recimo jaz živim na obrobju Ljubljane, ampak že ko vidim to za gasilsko veselico, pa še nikoli nisem bila, ampak prav parkrat rekla, pa te peva na to gasilsko veselico. To se je potrudil. Veš, koliko je dela, jaz tudi organiziram kakšne take dogodke. Veš, koliko je to enega dela. Te peva. In ja, tako, da vsem tem hitrem, pa se mi ne da, pa zdaj to, pa veš, koliko imam, pa nimam časa za to. Nekdo si je vzel čas, da je to organiziral, zato se bojo ljudje srečali. Zdaj bom javno si dovolila pohvaliti našega soseda v ulici, ki vsako leto organizira poletni piknik in je cela ulica na pikniku, tako da sosed ve, kjer je. To je ta pripadnost. Ampak res je dober, ker se v bistvu na takšnem, pa je piknik. Človek bi rekel, sej zdaj ne rešujemo tam sveta, ampak pogovarjaš se mogoče s sosedom, ki si ga celo leto samo roko dvigoval, ko si ga srečal. Mogoče si celo zvedel, da je nova soseda, pa sploh vedel, karikiram, ampak dejansko se mi zdi, da vsi imamo po tistem pikniku vsaj nekaj dni en tak občutek, naša ulica. In to so te majhni koraki, verjetno. Čestitam sosed, če jaz. To so te mali koraki, verjetno, ki lahko dajo. Seveda, zdaj nisi prepotovala celega sveta za to, da bi ugotovila samo, da je ta pripadnost pomembna, ampak šlo se je spet za raziskovanje človeka, za raziskovanje tega notranjega jaza in glasu. A bi lahko rekli, da se v tem, da se razlikujejo tudi recimo, skrbi seveda, so drugačne in tako, ampak se mi zdi, da tam tako, če pomislim na neka plemena, je to čist drugače. Ne predstavljam si, da bi tam, lahko da se motim, nikoli še nisem preživela dneva med njimi, ampak veš, ne zdi se mi, da je tam prav zelo veliko opravljanja, fovšarije oziroma zavisti in tako naprej, ampak zaradi pripadnosti, tako kot si prej rekla, ampak tudi, a bi tam ženska izdala žensko ali gledajo na to drugače? A veš, ta ženska zavist, to je kar tak... Tja še prideva, ne? To je tak globalen pojem. Tako da... recimo sploh ti masaji, ne vem zakaj, pa res sem bila pri vseh, ampak skozi masaje dajem. Ampak pri masajih oni imajo pač več žena in ta prvo ženo zbere oče. In ko sta skupaj, je žena zadolžena za vse. On je sicer bojevnik, pa gre s temi kravami ven, pa jih varuje in potem, ko je starejši kot je, bolj kot je starešina, sedi pod akacijo in debatira cel dan o zelo strateških stvarih. Ženska pa zgradi hišo in vse ostale opravila in otroke rojeva in kuha in skrbi za to živino, se pravi vse ostalo. In ko se pravi masajska valuta, denarna valuta, je koliko krav ima. Se pravi, krava je njihova. In vse lahko vprašaš masaja, samo to ne, koliko krav ima. In ko število krav preseže število, ki ga prva žena lahko obdeluje, prva žena zbere drugo. Zdaj, ampak dobro, da žena lahko zbira, to je kar v redu. Zdaj, kakšno zbere, se veš. Pač, seveda ne boljše od nje. Ampak med temi že zna pol prideti, a veš, je le pozornost, si želimo pozornost. To je pa neko univerzalen pojem, tukaj ne bom nič romantiziranja. Da tam pa tega ni. To ne morva, tako je. Tako da, ampak te masaji so bili strašno zabavni in potem recimo na drugi strani, kaj delajo in ko so staršine, se to besedno usedajo in to cel dan sedijo pod unim drevesom na klopci. In sam so in debatirajo in v nekem trenutku, po nekem času, ko sem bila z njimi, sem si jaz, ne vem, s katerim dejanjem pridobila to čast, da si lahko da je ta čif, vodja, starešina glaven, rekel temu Mozesu, ki je bil moj prevajalec, je rekel, Mozes zdaj reč Saši ne pride, se kle malo k nam usest. In grem jaz se usest k starešinam in z njimi sedim in oni nekaj debatirajo in jaz sedim in Mozes z mano in mine 1 ura in 1 ura in pol. In jaz, koliko časa pa še bova tukaj? In je on rekel, zakaj se ti kam mudi?
Sem rekla, ne, sam to, da vem. In Eva, to je pa to, ne? Notranji mir v hitrem svetu. To pod stresom, ko sem jaz bila v tem nič delu. Zato, ker si mogla samo tam biti. Ja. Ker si mi skozi delijo, pa sigurno imamo mi kaj zadelati. Ne? A ne bi mi zdaj tukaj sedim? Ja, a ne bi mi zdaj nekaj delali? Ne. In pol ena anekdota, to so že večkrat moja ekipa, to že vem, ampak je res slušna. Je rekel ta chief, se je le odločil malo se z mano pogovarjati in prav, Mozesu, zakaj pa je Saša tukaj sama? Kje pa je mož? Mož je njena najvišji blagoslov, on da je v otroke njej, kaj zdaj, ne? Zakaj je ona zdaj? In on to meni prevede, se rekla, ne chief, ne skrbeti, moj mož mene podpira, pa če smo že velike otroke, moji otroci so stari 23 pa 27, to ni, da imam jaz mehne otroke. In ne vse. In jaz, ko sem prišla v Afriko, sem si vzela to kartico telefonsko in sem imela signal. Signal pa ne glede na to, kje si, je. Ne? In jaz vzamem moj telefon, sem nekaj počakaj, čivom, jaz mojega moža poklicala. In oni gledajo, ne. In jaz pokličem mojega moža na FaceTime. In moj mož sredi sestanka. Zdaj ne morem, zdaj. Rekla, moraš, chief, zdaj se pogovari. Ja. In gre on ven in tako, kaj je? In jaz tako brem, nekaj, chief, poglej, to je moj mož. Povej mu zdaj mož, čiefu, povej, da je v redu. In ti bi mogla videti. To je bilo res škoda, ker nimam tega posnetka. Vsi te starosti tako, kaj tisti film, veš, kaj Coca-Cola padne, ja, smo na flašo. Ja, tako, husband, kje pa je mož, lega. In oni so to gledali, so bili čisto, po mojem, so en teden še o tem govorili. In pa je moj mož rekel, chief, v redu je, jaz sem jo tja poslal, ona ima posebno nalogo, ampak zdaj na vas, da jo varujete. Tako da, če kakšen lev slučajno kje v bližini, jaz vam zaupam in vsi, Se je hiter situacija obrnila, kdo je bil šef. Ja. In to, veš, kako so se smejali, pa gledali, kje je zdaj ta moj mož v tej napravi, se skriva. Kako se zdaj on oglaša ven. Tako da, a veš, take stvari, ne, tako res slušne. Tako da, ampak apropo vsemu sem začutila, ne glede na to, da se s tem ukvarjam, koliko stresno mi je bilo vse umiriti in reči, jaz bom pa samo hibernirala z njimi, ker je to čast. Ne? In potem so pri vrednostnih sistemih. Ali je res to, kar je v našem svetu in v našem barometru uspeh, dosežek, po vsem svetu dosežek. Ali je to? Ne, to, kar si krasno napisala na naslov, ali je to največji dosežek. Najti notranji mir in iz tega notranjega mira najti sebe in iz sebe delovati v najvišje dobro in s tem se povezati z drugimi in se povezati z naravo. Koliko imaš občutka, Saša, ker imaš stik seveda s strankami in z ljudmi, ki so ali na predavanjih ali na coaching programu, koliko imaš občutek, da imamo ženske ta sindrom te pridne punčke, ki se ne sme ustaviti, ki ne sme popoldne iti na kavč knjigo brati, ker pač posoda, kuhinja, perilo, otroci, mož in tako naprej. Veš kaj, ne vem, a je to še sindrom, ker mislim, da se ženske po celem svetu zelo prebujajo in so zelo nekako, jaz saj ta občutek imam. Po drugi strani pa to je res vse treba narediti. A ne? Ker bo počakalo, ne? Ne? In to večkrat pove... Se upravičujem, ker te prekinjam, ampak ravno zato sem to želela izpostaviti, ker mi je všeč to, da poudarjava, ne? Da tako kot si sama rekla, zelo veliko je delavnic takšnih in drugačnih in tako naprej. In zelo hitro nas lahko pahne v smer razmišljanja, zdaj pa jaz rabim svoj mir, zdaj bom pa jaz znotraj največjega kaosa, takrat, ko me vsi najbolj potrebujejo, strmela k svojemu miru in bom brala. Ne gre to tako, ne? In tudi to ni recept, da zdaj ti v nemiru sediš na kavču in bereš samo zato, ker ti je nekdo rekel, da si moraš vzeti svoj čas. Ne? Ta notranji klic ali pa čas, jaz ga tako dojemam, lahko najdeš tudi med tem, ko kuhno bo spravljaš. Ja. Ne? Hvala, točno to. Notranji mir ni mišljen klasičen mir, to je stanje duha.
To je stanje pomirjenosti s seboj, z vsem, kar delaš, in si lahko sredi indijskega prometa, kjer vsi hupajo, pa si popolnoma pomirjen. In to vzporednico sem velikrat dala, ker Indijo velikrat vidijo, kako je umazana, pa koliko je kaosa, pa vsega. In po 5 letih dela tam in druženja z njimi, a veš, kaj sem jaz nekako sama pri sebi zaključila, da zahodni svet, zaradi tega, ker je tak kaos imamo noter, ki ga skrivamo in se probamo pretvarjati, ne, jaz sem pa super, pa vse, imamo na ven vse pospravljeno in vse urejeno, tu ne vidiš enega papirčka nikjer. V Indiji, ker je ta notranja usklajenost in pospravljen notranji svet, ja, pač jih ta kaos sploh ne moti, ker se jih sploh ne dotakne. Jaz se bi lahko res mogoče malo kaj pospravili, pa nič ne rečem, ne, nekje vmes je ta prava smer. Ampak, a vidiš to razliko? In notranji mir in vse to, kot jaz vidim, ta klic k temu, da poskrbiš zase. A veš, ko sem jaz delala kot stevardesa in sem šla skozi šolanje, in to je res ena taka klasična prispodoba, ko so nas začeli učiti, ne, da v primeru padca, ne, masko najprej sebi. Namestite masko sebi in šele na to otroku in se rekla, oprostite, vsa pametna, jaz sem pa najdla napako v gradivu, to ste verjetno mislili obratno. In je ona rekla, ne, nobenemu ne boš mogla pomagati, če boš padla v nezavest. Ne? Od pomanjkanja kisika. Torej, namesti jo sebi in potem opolnomočena pomagaj drugim. In ta opolnomočenje in čas zase oziroma notranji mir ni egoističen, zdaj pa vi vsi vse delite, jaz pa zdaj ne bom več, ker jaz pa zdaj sem najdla sebe in ne na ta način. Ampak, če jaz nisem okej, ne bom niti okej mama, ne bom niti okej soproga, ne bom niti okej prijateljica. Se pravi, najdete ravnotežje časa, načina in tukaj spet ni ene poti, ki je ta prava za vse. Vsaka ima svoj. Pa morda tudi bolj se izražati v smislu, da ne ostajamo tiho in pričakujemo, da nas okolica vidi in sliši in tako naprej, ne? In potem se izrazimo, ko je že prehudo. Ampak sama si tudi rekla, ne, da ko si imela idejo o tem, da bi ostala doma gospodinja, ne, da ti je mož rekel, odpoči si in boš razmišljala drugače. Se mi zdi, da tudi to mečkano pozabljamo, ne? Da ta hiter svet ne prinese samo tega, da ne najdemo notranjega miru, ampak da tudi ne skomuniciramo dovolj z okolico. Ker si mislim, da če pol stvari, ki jih mi samo premlevamo, povemo, se lahko že v minuti pokaže, da sploh ni ne izziv, ne problem, ne nič od tega, ampak povedati je treba. Ne? Ja, hvala ti. To super povedala in odprla. In en tako anekdoto imam, ko se je pač pri meni začela perimenopauza in ko so začele vse te hormonske spremembe. In pri meni je prva stvar, ki je bila, da sem jo opazila, je, da sem postala neskončno zoprna. Vse, kar se mi je leta in leta, tiste pridne punčke pred mojo transformacijo, pa sploh se nisem niti spomnila, da mogoče to še kje je. Se mi zdelo, da pa zdaj jaz moram pa vsem povedati, kar jim gre. Ampak takrat si že bila v procesu nove poslovne poti. Ja. Ampak vse, hormoni, ne? Marsikaj so prinesli. In recimo moj mlajši sin je bolj, kako bi temu rekla, senzitiven, pa verbalen. Zelo je senzitiven, tudi starejši, ampak je bolj toleranten. Mlajši pa zelo hitro pove, kaj mu ni všeč. Njemu se je mešal. In jaz sem sam v nekem trenutku rekla, Tini, lej, zdaj pa tako. To, kar se meni dogaja, ta trenutek, je popolnoma enako, kot se je tebi dogajalo, ko si šel čez puberteto. Okay? O puberteti nas kot starše o vsem podučijo, ker moramo biti tolerantni, pa si veš, pa išče svojo identiteto, pa vse ne, pa sploh ne razume, kako se je v to družino rodil, ker je on čist drugačen. Pa noben ga ne mara. Noben ga ne razume, noben ga ne mara, vse je tako. In to je pač neka faza. In o tem vsi mi vse vemo, ker pač moramo biti tolerantni. No, poglej, ta moja faza je identična, razen da pri tebi so se aktivirali hormoni, pri meni se pa zdaj deaktivirajo. Tako da, in zdaj, če je bila sestrična moja, so malo klepetali, je bila pri meni in ona zdaj pač je malo mlajša in gre čez to, ne. In je rekel,
jaz sem rekla, no, se Tin bo najbolj vedel, kako je bilo pri meni. Je rekel, jaz lahko samo rečem, da zdaj globoko spoštujem mojo mati, kako je mene preživela, če smo takrat. Ker če je bilo tako... Pol je kar bilo, praviš. Ja. Pa kaj so te tako dnevne stvari lahko izterile, ali nasplošno si bila... A veš tako, kaj je una nitka, kaj je, pa je recimo malo tolerira vse sorte, v neki trenutku je bila res tako... Napeta, da ni tolerirala. Napeta, ja. In recimo, ko sem njemu jaz nekatere stvari skomunicirala in sem rekla, zdaj to neko obdobje, pa sem mu povedala, zakaj gre, je potem marsikaj, tako tudi recimo, kaj je bilo, škaj mami, zdaj v menopauzi, sam pust, vse primerno. Ja. Ampak je šlo lažje skozi. Ja, tako da, skomunicirati, povedati, ne skrivati ranljivosti, ja, to so te stvari, no. Tako kot te poslušam, imam občutek, pa verjamem, da tudi kakšen gledalec ali gledalka, da pri tebi pa potem znotraj družine vse tako mirno poteka, da vse tako lepo skomunicirate, da ima ta krasen partnerski, idealen odnos in tako naprej. Dejva jih potolažati, da ponavadi ni temu tako, in da to ne obstaja. Ne obstaja. Mi to so vse pregovorno in to sem zdaj spet prebrala v pripovedovalki zgodb, se toliko stvari spomnila. Je en odsek, kjer se zahvalim možu in pol napišem in sem mu na glas prebrala to. Zdaj, ko sem čitala, sem rekla, srček mu rečem, pa bom zdaj to povedala, pač ker tako je. Srček, če to bereš, ti moram povedati, da mi greš res na živce. Od trenutka do trenutka. Ampak sem zgubila misel, ampak ja, v globalu pa pač, in da so se pregovorno, da mi greš res na živce od trenutka do trenutka in da so se pregovorno ločevala vsakih 7 let. Imela sva midva seveda veliko vzponov in padcev, tudi z otroci, sploh v teh raznih samodestruktivnih momentih, skozi katere človek gre in ko ima že toliko veliko nekih svojih stvari, pa otroci kar mislijo, da dejansko nisi nič drugega, kakor starš njim in ta problematika tega, da ko se nekaj dogaja tebi in je tvoja stiska, da oni sami sebe krivijo za vse stvari, ki se dogajajo, kako jih odrešiti od tega. Recimo, pri nama je bil mlajši sin vedno tak, da kadarkoli so se malo bolj na glas pogovarjala, vedno je prišel zraven in bo on zdaj to reševal. In jaz sem mu rekla, Tin, a dovoliš? To je pogovor med mano in mojim možem, ne med mano in tvojim očetom. Nič nisi naredil narobe, vse je okej, zdaj pa prosim dovoli najnemu odnosu, ne bova se ločila, vse je okej, samo rabva prostor, da se to pogovoriva. In midva so, recimo, jaz tudi javno to povem in sem neskončno hvaležna in res povem, kako to deluje v neki točki, ko se več ne slišiš, ko ne glede na to, koliko imaš nekih metod, se ne slišiš, ker vsak na svojem bregu stoji. Poiskati enega mediatorja, ki pa, in midva so imela krasno terapevtko, ki je samo, jaz sem povedala in je ona se obrnila, no, zdaj mi je ste pa moško povedala, kaj je povedala. Prevod pravzaprav, ne. In ona rekel, pa kaj to ne poveš? Sem rekel, pa vsak dan ti govorim, pa je bil čist fertik. Prost, pa jaz to res nisem vedel. In pa je on in jaz tudi. In je bilo prav tako, ko so se objela, pa jaz to nisem vedel, sem rekel, jaz tudi nisem. Pa so si skozi to govorila. Se pravi, komunikacija, ampak odpreti srce, da slišiš, da bi slišal, ne da slišiš, da bi odgovoril, pa se branil. To je velika razlika. Ja, in zdi se mi tudi, da takrat, ko slišiš, da je zelo pomembno, da sprejmeš. Ja. Da tudi, če se tebi zdi to morda tako zelo nepomembno ali pa brez veze kakšna stvar, da pa vseeno prisluhneš temu nasproti, ki ga imaš rad, da če pa njemu tako zelo pomembno, pa mogoče je treba razmisliti, čeprav meni ni. Se mi zdi, da tukaj tudi zelo velikokrat prihaja potem do nepotrebnih konfliktov, ker recimo mene lahko ena stvar zelo moti, pa boš ti rekla, malo stran poglej. Ne moram, moti me, pa je spet lahko v prevodu hitro pride do težave, če ne upoštevamo slišanega. Tako. Ja. Veš, da moram tudi se dotakniti teme, ki sva jo majčkeno že načeli, izdaje med ženskami, izdaje med prijateljicami. Ja. Ne vem zakaj, ampak očitno v tem življenju je to kar bila moja tema. Vse skozi so se mi take in drugačne stvari dogajale.
In sem jih skozi nekako vse kopičila in jih nisem nagovarjala več kot toliko do neke točke, ko sem pa začela o tem malo bolj govoriti. In že prva stvar je bila ta ženski ekonomski forum, ki smo ga organizirali 2020, tik pred, ta zadnji je bil pred COVID-om, februarja, pa se je pa vse zaprlo. Si sploh ne predstavljam, veš, koliko dela je to, da to narediš. 300 udeleženk je prišlo iz 25 držav in tema je bila, v angleščini pa bom prevedla, v angleščini The Power of the Pack, Women Trustfully Supporting Other Women. Se pravi, moč plemena, ženske, ki v polnosti podpirajo druge ženske. 300 žensk je prišlo z 25 dežel, kar pomeni, že takrat je bilo to pokazatelj, koliko je to tema, o kateri se želimo pogovarjati. Takrat se je dejansko začelo in potem, tudi ta knjiga, ki pa zdaj mogoče skozi leposlovje, skozi mozaik en kup enih stvari, velikrat mi rečejo, Saša, sto ti, ne, pač, jaz sem napisala 2 življenjepisa in verjemim, pogumno nista moja življenjepisa. Ampak sta pa mozaik vsega, kar se je meni zgodilo, kar sem slišala kot coach, kot prijateljica. Kar se te dotaknilo. Tako, mozaiki nekih stvari. In želim, da bi dejansko cela ta trilogija pokrila življenje ene ženske skozi različne prelomne faze, da ko jo morda dekle pri 25 bere, lahko reče, to se z nami zgoditi. Mogoče ti pri svojih letih rečeš, se je to normalno, da se mi je recimo zgodilo, mogoče se mi zdaj to dogaja, se v tem obdobju, pa ko bo prišla ta zrela ženska, ko bo prišla ta 3. knjiga. Ne? Tako da je en opus, ki zgradi to jaz tudi gibanje v smislu, v tem smo skupaj, to so stvari, ki se zgodijo in ni nič narobe s tabo, če ti tako čutiš. Ne? Ker se je morda, pač je že kakšna druga tudi tako čutila in morda lahko prebereš, kaj je naredila in nekako adaptiraš. In da biš neko idejo, v katero smer lahko greš. Ne? Tako da, ko mislim, predvsem tudi, ko sem jaz delala v korporativnem svetu, me je vedno znova presenetilo, toliko se borimo za to enakopravnost in za to, da bi bile enakopravne moškim. Ampak meni osebno v tistih 20 letih, ko sem jaz delovala v podjetjih, moški niso izdajali. Ne? In ko moški kolegi gledajo vse te emocionalne izpade in tem, kako smo drugo izdajali, pa se bo pa treba delati, so velikokrat rekli, dobro, pusti jih, da ne se med sabo naredijo karkoli že bo, dajmo to dokončati. In kako bi bilo, če bi bile složne, ker moški saj imajo te spore, pa si noš v hrbet, pa vse sorte, ampak oni se pač skregajo, pogovorijo in grejo naprej. V tej čutnosti ženske, pa to, kar se lahko nekam nakopič, pa pol enkrat ven pride, pa vse te zgodbe, ne. Kje je tukaj prostor za izboljšavo, kje je tukaj prostor, da se skomunicira, kje je tukaj prostor za to, da ozavestiš, kaj je tvoja unikatnost in nisi zavist na moji. Se lahko si želiš mojo, ampak a poznaš svojo? Kaj meni se pa zdi tvoja top? Zdi se mi, da je trenutno eno takšno že dlje časa sicer obdobje, pa verjetno so to res tudi seveda socialna omrežja naredila svoje na globalni ravni, tako kot si prej rekla, ne? Ta primerjava, zdaj recimo v teh mesecih sploh, taj pa na dopustu, taj pa že 2 meseca na morju, taj pa na jahti, taj pa na jadrnici in tako naprej, medtem ko jaz sem pa doma. Koliko je takšnih zgodb, ko jih recimo vidijo, pa ne pomisli tako, ampak reče, kaj že 2 meseca lahko na morju, super, fuli prvoščam, moram me malo poklicati, da mi pove, kako je to uspelo. Recimo, ista zgodba, popolnoma drug pogled. Zakaj misliš, da je tega vseeno premalo, tega podpiranja, tega, ne vem, ko smo se midve srečali, smo si z jezika takoj vzeli besede, Zakaj se ne znamo ženske ali pa ne znajo pohvaliti, podpirati? Zakaj je tega še vedno tako zelo malo? Osebno verjamem, da je zaradi te notranje samopodobe. A veš, ker jaz imam eno tako prijateljico, jih imam več, ki so tako, ampak ena, ki je pa ekstremna podpornica.
ona je ne glede na to, kaj se meni zgodi, ona je tako, Saša, imaš ti to. In hkrati mi je vedno povedala, jaz nikoli ne bi tvojega življenja živela. Rekla, se mu lahko ti kdo zavisten, rekla, jaz ti nisem, jaz ne bi nikoli tako potovala. Ampak, tako, kot si rekla, ampak lej. To in pa, tukaj pa pride pol malo psihološka zanka, tisti, ki toliko objavlja in toliko dovoli vpogleda v svoj osebni svet, kaj je res namera, zakaj on to dela. In če bi bil on res toliko samozavesten in toliko užival v tem življenju, potem ne bi potreboval toliko dopamina in toliko potrditve, ki s tisto srčkom, ki se nabira, pride, kot ga dobi s temi objavami. Se pravi, kaj nam je merilovka za to, da se z ničem primerjam? A je ta oseba, ki počuti tako potrebo eksponirati svoje življenje, jaz jo vsi objavljamo, jaz tudi objavljam, kad dež pada v bohinjo, ki mi je tako pomirjujoče, si reče, če mogoče kdo to videl, ali pa kakšno lepo rožo, ali pa pač, jaz moram, ker je to moje delo. Ampak da bi pa vsako kavo, ali pa vsako brok, ali pa ne vem, ljudje grejo res v take globine, ne? A si jaz res želim tak biti? In ali je res to formula, da ima nekdo krasen življenje? A veš, to je to samo izpraševanje in narediti malo samo refleksije. Kaj je, kdo in kaj je tisti barometer, s katerim se je zaradi skupnih vrednot, načina življenja lahko primerjam? Ne? Ja, tako človek, če sva zdaj tako greva v globino, ne bi lahko rekli, da včasih lahko dobimo občutek, da so vsa ta socialna omrežja, sploh recimo Instagram se mi zdi taka, ki je vse na sekundo od nas oddaljeno, kot da je z namenom tega zavistnega sveta, vem, da ne, ampak a ne tako dobiš občutek, kot da zakaj pa jaz bi mogla spremljati vsak tvoj korak, ne? Ampak za določene osebe, ki pa objavljajo, dajmo reči, vsak dan skoraj, ne vem, vsako potezo, ki jo naredijo, ne? Priznam, da se tudi sama ujamem v to zanko, da če te osebe nekaj časa pa ne vidim, si kar tako malo rečeš, čakaj, kaj se pa zdaj z njo dogaja, a je bila na Šmarni gori, a kaj pa so danes, da se izmišljujem, ampak a ne, zelo hitro nas dejansko to lahko posrka noter, ne? Ja. In a veš, tukaj je pa tisto, malo se gre tudi za samo ponos, a si dovolimo biti tako zmanipulirani od algoritmov. To so vse algoritmi, ki trigirajo kemijo človeka in naravne mehanizme, ki se znotraj človeka sproščajo. In eden od hormonov, ki je zelo, od katerega zelo lahko postanemo odvisni, je dopamin. In dopamin nam daje hitro dobro počutje, se pravi hitro reakcijo na ugodje. In vsi te algoritmi so narejeni na to, da ta dopamin konstantno plup. In dopamin je močnejši kot večina drug. Zdaj si pa predstavljaš lahko odvisnost, ki se razvije. Se pravi, odvisnosti od socialnih omrežij, od telefonov in to je kar resna stvar, o kateri strokovnjaki zdaj zelo močno opozarjajo. Ampak se mi zdi, da super, da se to poudarja pri mlajših generacijah. Hkrati smo pa ravno nedolgo časa nazaj v tem studiu govorili o tem, da dajmo tudi sami sebi ogledalo. Ni to problem samo med mladostniki, ampak zelo velik problem tudi pri nekaterih odraslih. Ti in moj mlajši sin je tudi coach, imamo skupaj Sophia Academy, najno podjetje, ki ga imamo skupaj. On je zdaj napisal knjigo, sicer v angleščini, ker je pač angleščinski šolski sistem hodil, ampak se zdaj prevaja v slovenščino in je naslov Pogruntaj se. In to je knjiga, ki je on sicer mislil, bo nagovorila njegovo generacijo, ampak ko je moja urednica zdaj pomaga tudi njemu, me je zanj klicala, rekla, Saša, pa to nisem za njih, to je za vse nas. In govori dejansko on to imenuje notranji operacijski sistem, ne, se pravi, kako name vplivata ta dva svetova, realnost, v katerem mi starši skozi govorijo,
Ja, ker si bil pa jaz mehen, pa ni bilo tega pet na dvorišče, pa ne vem kaj. In na drugi strani civilizacija družbenih omrežij, ki ima popolnoma svoja pravila, ki so v čistem neskladju s tem. V realnosti sama dobro veš, obstaja hierarhija, obstajajo neka pravila, obstajajo neka lestvica, po kateri počasno napreduješ do nečesa, spoštovanje in vse to, do tega, ko je ta civilizacija družabnih omrežij popolnoma ravna. Nobenih pravil drugih, kakor to, da tiskamo bolj noro idejo in si bo čez noč zgradil skupnost, mu bo kar vsi naenkrat sledili. In če nisi tam, Te ni. te ni. In zdaj ta razdvojenost in ali mi razumemo te naše mlade, ki pa nimajo primerjave, kako je bilo, če tega nimaš. Ne vem, koliko se ti spomniš, jaz se spomnim sveta, kjer tega Seveda. pač, a veš, ni bilo. Se pravi, imam odmik, znam narediti odmik. A si oni to sploh lahko prvoščijo? In a si res sploh lahko predstavljajo, ne? Tako. Ali je to tako, kot mi poslušamo, kako so v jamah živeli. Sej si približno lahko predstavljaš, ampak veš pa ne. A veš? In ali jim delamo krivico s tem, kaj je še dodaten pritisk ob tem, da so njihovi možgani, ki mimogrede, ne vem, če so bili narejeni za toliko date, toliko podatkov, kot jih zdaj oni morajo skonzumirati. In potem govorijo o, kar zdaj vsak drug pa motijo pozornost in hiperaktivnost. Mislim, ne vem, če ima on glih to diagnozo, kakor je to, da okay, kaj pa naj naredi z vsem tem in kako naj to žoga. In kako naj on ve, kdo res je, in so zdaj spet pri naši glavni temi nazaj k sebi. Kdo jaz res sem, če nisem ta trend, ki mi ga družabna omrežja danes dajo na mizo. Pa tukaj mogoče bom zdaj spet šla k tem izdajam oziroma podpiranju med ženskami, ne, oziroma v poslu. Ravno to so tudi socialna omrežja prinesla. Ne. Danes je konkurenca en klik stran, vse lahko vidiš, kako oni delajo, kaj delajo, na kakšen način in se spet lahko hitro zgodi ta primerjava v smislu, oni pa tako, a bi jaz tudi tako mogoče mogla, ok, bom jaz tudi tako, čeprav notranji glas ti reče sam, a res, a zdaj bom pa res jaz tudi tako, ok, bom, ker moram in potem greš z muko nekaj narediti in to je definitivno prvi signal, da to ni tvoja pot, ne? Ja. In da lahko